Ne, ni bila težka odločitev, ker vedno rad nastopam na Štajerskem, v Konjicah pa še posebej, ne. Torej zelo na hitro smo se zmenili in mi je všeč. Kakšna je po navadi vaša publika in kako se počutite na odru pred mladino, mislim, pač študente in dijake? Ja, publika, moram povedati, da imam zelo različno publiko glede na starosti. Od zelo malih, mladih, prav malih, do najstarejših. Seveda je pa res, da imam pač rad publiko, ki se odzove na mojo muziko. Preigravam pa tako muziko, da se prilagodim publiki glede starosti, glede namena same prireditve. Danes bom preigraval stari rock, tuj, slovenski, nekaj svojih stvari, pa na koncu malo žurke. In ali vam, ne vem, kakšna publika, ki se vam fajn odzove, obudi spominja na vaše študentske, žunerske dni? Vedno. In moram povedati, da se včasih res začutim sam sebe, da rečem, si pa malo star, ne. Pa še ena zanimivost. V tej dvorani, ko bom danes nastopal, sem nastopal prvič leta 1972, z enim bendom. V Ljubljani smo bili v šoli, takrat smo imeli neki bend in sem nastopal. Takrat so bili tu, se je reklo, upokojenci so imeli noter patronat na tem. Še zdaj mislim, da imate neko kombinacijo z njimi. Ni pa bilo tega odra, se pravi, pred tem odrom sem nastopal leta 1972. Kakšno pa je vaše mnenje o tem našem kulturnem tednu? Ja, jaz mislim, da je prav, da je čim več prireditev, če pa jim lahko rečemo, da so kulturne ali pa povezane s kulturo, tudi če je to množična kultura, je pa toliko boljše. Mislim, da celo, da je tega premalo, ne bom rekel za ta klub konjiški, študentovski, ampak na splošno je tega skoraj malo premalo. Vesel sem, da je to v sklopu teh kulturnih prireditev pri vas. Ali vas bomo še videli na kakšni prireditvi v okviru letošnjega kulturnega tedna, morebiti kot obiskovalca, glede na to, da ste Konjičan? Verjetno ja, bom prišel malo, že jutri pridem na dober rock koncert. Super, najlepša hvala in lep večer vam. Hvala vam za povabilo, pa lep pozdrav vsem tistim, je pa nak žal, ki niso prišli danes. Imate še cajt.